Na srednji poklicni in tehnični šoli Murska Sobota smo razvili aplikacijo za sestavljanje računalnika v virtualni resničnosti. Pa poglejmo, kaj so ustvarili naši dijaki. Ko sem prvič uporabila VR-očala, se mi je aplikacija zdela zelo poučna. Upam, da bodo dijaki veseli in navdušeni, ko bodo jo še sami preizkusili. Aplikacija mi je bila zelo všeč. Najljubše mi je pri tej aplikaciji to, da ima več različnih sob. Najljubša soba mi je bila soba s časovno omejitvijo, sam pa že komaj čakam na nadgradnjo. Noro dobra izkušnja. Prvič sem poizkusila aplikacijo, pa se mi zdi, da sem se takoj naučila, kako je treba sestavljati računalnik, tako da bi jo priporočala vsakemu, tudi popolnim začetnikom. Odlična aplikacija, ki omogoča enostavno učenje komponent računalnikov, PC-jev, strežnikov in ostalih stvari. Pohvala za izpeljan projekt in idejo, ki so jo izpeljali na SPTŠ. Aplikacija nam omogoča, da sestavljamo računalnik, kar je odlično. Po eni strani je zabavno, po drugi strani pa poučno. Izkusil sem aplikacijo virtualne resničnosti, ki je odlična. Menim, da je dober učni pripomoček za učenje postopka sestavljanja računalnika. Ko sem prvič poskušal aplikacijo z VR-očalami, se mi je zdelo zelo super. Počutil sem se, kot da bi sestavljal računalnik v pravem življenju. Sam sem imel priložnost spremljati razvoj aplikacije. Sprva je delovala kot običajna igrica s premišljenimi dodatki, kot so opisi komponent, različne komponente, stopnje težavnosti, pa bo zagotovo dober didaktični pripomoček pri pouku. Predvsem me veseli, da srednja šola SPTŠ, na kateri sem tudi pred leti sama bila dijakinja, še naprej razvija tako zanimive in mnogodobne rešitve, kot je ta danes. Predstavljena aplikacija kaže veliko potenciala in je tudi zelo primerna za marsikoga, ki se na novo spoznava z temo računalništva oziroma z strojno opremo. Aplikacijo sem uporabljal že v zgodnjih stopnjah razvoja, ampak vedno, ko jo znova zaženem, mi je še vedno zanimivo. Tehnologija, kot je virtualna resničnost, se mi zdi zelo uporabna pri poučevanju. Soba, v katero prikazuje sestavljanje računalnika oziroma njegovih komponent, se mi zdi zelo pomembna pri pouku tehnikov računalništva. Kar je dobro je to, da je virtualno, se pravi novodobno. Nekaj zadnjih let nam je prineslo veliko inovativnosti, kar se tiče poučevanja, in taka stvar, kot je virtualna realnost v učilnicah, je nekaj dobrodošlega za vsak dan oziroma za vsakega učenca. Ko sem si nadal očala, sem takoj dobil občutek, kot da bi poprijel za prave komponente in jih vstavljal v računalnik. Aplikacija je razvita v programskem okolju Unity s programsko kodo C#.
Zdaj, zahtevnost ni preveč visoka, je pa zelo zanimiv razvoj, ker se razvija za platformo, kot je recimo virtualna resničnost, tako da so poglede razvoja tudi malo drugačne. V bistvu sem se z razvijalcema pogovarjal že enkrat med poukom in je v bistvu debata nanesla na aplikacije, potem na virtualna očala, potem smo virtualna očala kupili, pripravili eno preprosto aplikacijo, si zadali projekt in začeli z razvojem. Danes mislim, da aplikacija stoji zelo dobro, imamo pa še veliko prostora za izboljšave. Morda še preden sta dijaka sploh vedela o tem, da bi nekaj takšnega razvijali, sem razmišljal, kaj lahko ponudimo našim dijakom več, da bi to služil kot nek učni pripomoček. In tako sem razmišljal, da bi bila neka aplikacija za sestavljanje računalnika. Ona dva sta to sprejela in zelo vesel sem, da nam ta razvoj teče in nam res uspel. Odziv dijakov je zelo pozitivno naravnan, smo bili zelo presenečeni z vsemi povratnimi informacijami, ki smo jih dobili, pa tudi veliko idej za nadaljnji razvoj aplikacije. Projekt je definitivno zanimiv, ker je neka nova izkušnja, ker razvijamo za platformo, kot je recimo virtualna resničnost. Najtežje je spretno odpravljanje napak. Najprej testirava midva, razvijalca, nato še pošljeva profesorju, kateri nam še da povratne informacije. Ja, aplikacija samo prinese definitivno veliko novega znanja, še posebej, ker prvič dejansko razvijamo neko uporabno aplikacijo. Je pa tudi zelo koristno za najino prihodnost, saj je to neka kompetenca, ki jo lahko navedemo za, recimo, ko iščemo službo. Razvoj aplikacije še definitivno teče, saj imamo vedno nove ideje in tudi nove funkcionalnosti, ki jih želimo dodati. Zelo dobro vprašanje. V bistvu je razvoj zelo različen. Pridejo dnevi, ko dijak ima zmanjka totalno motivacije in jo je treba pozitivno motivirati. Spet drugič naredita kar naenkrat 3-4 različne novosti in me motivirata, da tudi jaz dobim dodatno energijo. Tako da testiramo veliko, izboljšujemo aplikacijo, ni dneva, ne noči. V bistvu, ko pride nova verzija, sem že sam kar tako malo napaljen, da čim hitreje poskusim testirati novo aplikacijo in me res zanima, kaj je vedno novega. Moram pa povedati, da se zelo rad vživim tudi v iskanje napak, tako da jim lahko res dam kvalitetne neke povratne informacije, da lahko stvari izboljšam. Sprotna podpora najinega mentorja je definitivno pripomogla k najini motivaciji, saj s tem, da nam je vedno stal ob strani in nam dajo povratne informacije, s tem nam je pokazal, da se je pripravljen potruditi in to je vedno lepo videti. Zelo ponosni in veseli smo, da nam je uspelo razviti aplikacijo virtualne resničnosti za sestavljanje računalnika. Zelo močno si želimo, da bi lahko to v prihodnjih letih postal naš učni pripomoček pri samem praktičnem pouku.